Dragi gledalke in cenjeni gledalci, prisrčno pozdravljeni v oddaji Glasnik. Kulturne ambasade, programski sklop Evropske prestolnice kulture, so v mesecu marcu zaživele v barvah Španije. Za začetek oddaje vam tako ponujamo nekaj utrinkov iz španske kulture. Razstavišče v Naskovem dvorcu je v mesecu marcu gostilo po tematiki aktualno razstavo španskih fotografov, ki so se z njo preopraševali, kako človek s svojo osebnostjo vpliva na arhitekturo in nakazovali, da mora slednja biti ekonomična, ekološka, estetska in se vklapljati v okolje. Arquitectura es importante porque define mucho cómo es el hombre. El hombre es según los edificios que él construye, ¿no? En el Renacimiento era un hombre elegante. En el barroco era un hombre poderoso y la arquitectura es muy poderosa. En el modernismo el hombre es un hombre investigador que hibrida o que mezcla la parte industrial, ¿no? Y en la actualidad la arquitectura es una arquitectura que se pliega mucho al paisaje. O večji povezanosti narave in naravnega okolja ter arhitekture pa so se na slovensko-španskem arhitekturnem simpoziju Več geografije, manj arhitekture preopraševali tudi arhitekti obeh držav. Si queréis descubrir el otro cine español, os invitamos a venir a vernos a la semana de cine español en Maribor Filmes. V tednu med 12. in 16. marcem so na svoj račun prišli filmofili. Španski filmski teden je namreč izborom kratkih filmov in filmov nagrajenih špansko filmsko nagrado Goya dokazal, da je španska filmska industrija veliko več od zgolj zelo uveljavljenega Almodovarja. The idea is to regularly bring Spanish film in Slovenia. So we started in Ljubljana and now we are continuing here in Maribor, and it's to open the imaginaries, to show the diversity of films we do have in Spain. Španski mesec kulture pa je med svoje dogodke uvrstil tudi mednarodni festival srednješolskega španskega gledališča, ki se je po 6 letih vrnil v Maribor, kjer se je tudi začel. Mucho más difícil que en checo-inglés, porque no sabemos bien la lengua y no conocemos algunas palabras, entonces tenemos que improvisar. Španski mesec kulture pa je v celoto zaokrožila vokalno-inštrumentalna zasedba Los Faicanes z Kanarskih otokov, ki je minuli konec tedna navduševala občinstvo na Ptujskem gradu. Pri omembi Kanarskega otočja, pozicioniranega ob zahodni obali Afrike, sicer pa pripadajočega Španiji, je prva misel zagotovo paradiž počitnikovalcev in dopustnikov. Los Faicanes, vokalno-instrumentalna zasedba iz mesta Telde, jugovzhodno od glavnega mesta Las Palmas, pa dokazuje, da so Kanarski otoki tudi domovina edinstvene, odlične živahne glasbe ter folklore. Ime Los Faicanes sicer označuje božanstvo staroselcev, zasedbo pa sestavlja 32 moških različnih starostnih skupin. El grupo se fundó en 1969, efectivamente, hace 43 años, y bueno, éramos más jovencitos, ¿no? Teníamos más pelo, no teníamos pelo blanco, y empezamos con el folclore, que era lo que nos gustaba. Y desde ahí hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta hacer una serie de trabajos discográficos, que es lo que la trayectoria del grupo. Nosotros estamos siempre investigando sobre el folclore tradicional de Canarias, y entonces pues las características de la música que hacemos sobre todo es el folclore tradicional de las Islas Canarias y canción popular de autores recientes también, ¿no? Yo llevo en el grupo desde hace unos 8 años más o menos, y entré en el grupo porque me llamaba mucho la atención lo que era este estilo musical, la música canaria, y es una música única en el mundo. Pues quizás hay unas piezas específicas que son únicas en lo que es España, ¿no? Son las isas, folías, malagueñas, polcas, son piezas que solamente se tocan allí y que no las vas a encontrar en el resto del país, ¿no?
Yo llevo como el compañero Reiniero, pero muy poquito. Yo entré posterior a Reiniero, nos llevamos muy poquito tiempo de vida en el grupo como componentes. Y el mero hecho de entrar es que yo conocía a nuestro director, Antonio Cejudo, desde hace muchísimos años. Yo llevaba en ese grupo unos 14 años y pensé de que, bueno, dejarlo y tomar un descanso. De tiempo que aprovechó Cejudo para rescatarme. En ese momento, en ese periodo de descanso, es cuando él me rescató. Moram reči, da so med vsemi zbori, ki jih je kar precej, so še eni Farosi, pa so še eni drugi, ti najboljši, vsaj po moji oceni in po oceni tistih, ki se z glasbo ukvarjajo in na glasbo bolj spoznajo. Moram povedati, da je to glasba ne čisto španska, ampak karibsko-španska, torej ameriški ritmi so pomešani z španskimi, s čistimi španskimi. Ti otoki so, veste, tako, tudi znotraj Španije jih kar nekako ne upoštevajo tako, je bolj pomemben nekdo, ki je iz Barcelone, pa ki je iz San Sebastiana, pa še morda iz kakšne Salamanke. Gran Canaria je pa tam dol nekje 3000 kilometrov nižje, ne. In so oni tudi se tako včasih počutijo, ne. Karakteristične poteze tej glasbi zagotovo dajejo kitara, tamburice, pa tudi tolkala in vokali. V nekem trenutku se morda pokaže celo podobnost z dalmatinskimi klapami. A vseeno so v svoji glasbeni izraznosti svojstveni in so zatorej glasbeni glasniki Kanarskih otokov. V svoji glasbeni zakladnici hranijo več kot 500 pesmi. V Sloveniji so se prvič ustavili lanskega 1. maja, in sicer na Gorjancih, kjer so koncertirali pred 5000 ljudmi. El año pasado estuvimos aquí en Eslovenia, hicimos un repertorio diferente al que hemos traído este año, ¿no? Y entonces mantenemos durante un par de años el mismo repertorio de 20 temas aproximadamente. El público me parece adorable, el país encantador, la gente nos tratan de maravilla, no puedo hablar mal. Amo el país, me encanta. Y sobre todo las personas que son muy, muy amables con nosotros en particular. Ljudje njihov koncert nagradijo stoječimi ovacijami in če požanjajo navdušenje publike, morajo po kanarski tradiciji na ples povabiti ženske iz občinstva. Tako je bilo tudi na Ptuju. Llega un momento, como hemos visto esta noche, que nos va envolviendo, el público nos envuelve y formamos un gran grupo que compone la parte de público y la parte de grupo que se unen y al final terminamos en un gran baile donde intervenimos todos. Navdušenje nad Slovenijo pa za seboj potegne tudi usvojitev nekaj slovenskih besed za osnovno sporazumevanje. Dober dan, hvala lepa, muchas palabras, varias palabrillas, ¿no? Kot medij in umetnost je fotografija še vedno široko polje novih raziskovanj. V kakšne smeri odpirajo svojo dejavnost slovenski fotografi in kakšne so smernice sodobne fotografije, pa skuša prikazati razstava Nova F, ki je na ogled v fotogaleriji Stolp. Andraž Beguš, Bojan Radovič in Aleksandra Vajc so prvi trije fotografi izbrani z namenom osvetliti nekatere smeri raziskovanja v sodobni fotografiji. Skupno izhodišče prve razstave, naslovljene o fotografiji, je teoretsko. Fotografi razmišljajo o podobi kot sredstvo komuniciranja, manipulacije pogleda, spomina in dojemanja resničnosti. Andraž Beguš raziskuje meje umetniškosti. Njegovi snapshoti so omaž vizualnemu užitku kot atlas njegovega pogleda in realnega sveta. Predstavlja fotografijo, ki ni več umetnost, ampak je zgolj reprezentacija nekaj, kar je prišlo iz ideje, iz te umetniške ideje. Ni pa ta ideja, ker fotoaparat enostavno ideje fotografa ne more zabeležiti, ampak vedno zabeleži nek zunanji svet. Potem pa se spet umetnost ali se zgodi v gledalcu, ali pa se ne zgodi.
predvsem gre za ta poudarek, da fotografija sama po sebi je zgolj nek objekt, neka podoba nečesa zunanjega, vendar s tem tega zunanjega tudi spet ne prikazuje. Bojan Radović razstavlja fotografijo na materialne faktorje in ji s tem daje status objekta. Objekta, ki je sam svoja podoba in ne le podoba nečesa, kar ne bi se nekje nekoč zgodilo pred luknjico kamere, kot je o tem Roland Barthes pisal, ampak je, kot je tukaj z enim od del, s katerim se predstavlja, postaja prav objekt, ki je sam svoja podoba in se ne naslanja na nekaj drugega. Aleksandra Vajt in Hinek Alt s projektom Luknja v dlani raziskujeta fotografijo kot medij, ki je zmožen manipulacije in iluzije. Gre za predstavljanje fotografije kot medija, ki je zmožen manipulacije, ki je zmožen ustvarjanja iluzije. Predstavljene so pa fotografije, ki so mogoče, oziroma podobe, ki so mogoče samo na fotografiji in samo z enega določenega stojišča, z enega določenega mesta, z ene točke predstavljajo nek prizore, ki se zdijo na prvi pogled nemogoči, spominjajo tudi včasih na Escherja. Možnosti raziskovanja fotografskega medija je več, tako bo drugi del razstave Nova F v maju posvečen zunanjemu svetu kot prostoru, skozi katerega avtor izrazi notranja doživljanja. Tretji sklop julija pa fotografiji uporabljeni na konstruktivističen način kot fotomontaža. Razstave Nova F so sicer stalnica vsakih nekaj let. Zadnja je bila leta 2006 v Umetnostni galeriji Maribor. Ta tradicija traja vsega kar nekaj desetletij nazaj. Začela se je nekako po obdobju mariborske fotografije, ki je takrat dobila ime črna fotografija, in nekje leta 1977 so se takratni člani oziroma vodstvo Fotokluba Maribor odločilo, da poskušajo poiskati tudi med drugimi fotografi v takratni Jugoslaviji fotografe, ki razmišljajo o fotografiji nekoliko drugače, kot je bilo v tistem času običaj. In takrat so pač pripravili prvo razstavo z tem imenom Nova F, kar pomeni nova fotografija. Gre pa za simboliko nadaljevanja te tradicije iz tistih let. Sodobna slovenska fotografija je popolnoma vključena v evropski in svetovni prostor. Večina uveljavljenih umetnikov ustvarja zunaj Slovenije. Fotografi delujejo kot umetniki ali profesorji na akademijah. Slovenija je pač del neke kulture, neke zahodne kulture, ki se povezuje tako z Anglijo, Nemčijo, ZDA, da bistvenih razlik v samih tendencah ni. Seveda so pa tukaj razlike v možnostih, ki jih drugi prostori, druga tržišča ponujajo in omogočajo umetnikom, da delujejo. Dela v sodobni umetnosti se izmikajo jasnim slogovnim oznakam, umetniki prepletajo različne pristope, načine in tehnike. V tem pogledu so nekaterim avtorjem skupna le izhodišča ustvarjanja in raziskovanja. Mariborski krog je bil pač enkraten dogodek, enkraten odziv na takratne situacije. Zdaj pa fotografija gre svojo pot in prav to je tisto, kaj želimo z tovrstnimi prireditvami oziroma razstavami vsakih nekaj let prikazali te nove poti, nove smeri v fotografiji, ki se dogajajo, oziroma nove smeri v slovenski fotografiji. Akordeonist Luka Juhart zagotovo velja za enega najboljših slovenskih glasbenikov mlajše generacije. Svojo harmoniko ruši stereotipe o tem inštrumentu in v svoje nastope vključuje tudi govor in druge zvočne elemente. Minuli petek smo ga lahko videli koncertirati tudi v Mariboru v okviru Evropske prestolnice kulture.
Akordeonist Luka Juhart, ki ga odlikuje dovršena interpretacija, je svojo umetniško pot usmeril v raziskovanje sodobne glasbene ustvarjalnosti. V štajerski prestolnici je prvič izvedel novo delo v Nemčiji delujočega mariborskega skladatelja Vita Žuraja, Silhueta. Nastalo je po naročilu Narodnega doma ravno za ta koncert. Z Vitom so se že prej poznala, ampak pač ni nanesla situacija, da bi prej že kaj skupaj delala. In zdaj je pač napisal to skladbo, o kateri jaz ne bi nekaj preveč govoril, ker ne rad predstavljam glasbo. Reč vidim, da poslušalec pride na koncert, pa se prepusti, pa je odprt za vse, kar bo slišal. Če pa bom jaz rekel, da je skladba počasna ali pa hitra ali pa črna ali pa ne vem kaka, bo pa mogoče nekdo razočaran. Eden ključnih elementov sodobne avantgardne komponirane glasbe je tesna vez med interpreti in skladatelji. Slednji se oprejo na značilnosti posameznih glasbenikov, na njihovo govorico in posebnosti njihovih instrumentov. Juhart igra na kromatično oziroma gumbno harmoniko. Na tak način sem v zadnjem času delal z Urošem Rojkom. Tudi Vinko Globokar je napisal en res velik part v njegovem orkestrskem delu radiografija romana, ki najbrž ne bi nastalo, če se mi da prej ne bi spoznala. Na tak način sodelujem tudi z Edvardom Demcem iz Italije, pa s precej mladimi skladatelji, pa tudi drugimi iz tujine. Jaz v bistvu pa na koncu nisem nič več kot pa en medij, ki predstavlja glasbo pač mladih ali pa malo manj mladih. Akordeonist Luka Juhart se je izobraževal na mariborski umetniški gimnaziji, sedaj konzervatoriju za glasbo. Študij harmonike in podiplomsko specializacijo pa je končal v Nemčiji pri profesorjih Hugo Notu in Stefanu Husongu. Juhart sedaj živi v Slovenskih Konjicah, kjer si je ustvaril družino. Je večkratni nagrajenec mednarodnih in državnih tekmovanj. Redno snema za različne radijske postaje. Koncertira solistično in v komornih zasedbah po Evropi. Jaz sem pač že zelo zgodaj v času študija iskal skladbe, ki niso bile nek klasičen repertoar tudi študentov v tujini. Se pravi skladbe, ki se mali igrajo. In sem naletel na skladbo Vinka Globokarja, Dialog v zraku. Ta skladba je v naši sceni veljala kot neizvedljiva. Muzikolog, skladatelj in glasbeni kritik Gregor Pompe je zapisal, da se je Juhart z izvedbo Globokarjevega Dialoga v zraku približal glasbeni popolnosti. Skladbo s teatralnim delom je mladi akordeonist konec leta 2010 izdal tudi na zgoščenki. Harmonika je koncertni instrument postala šele v 20. stoletju, ko so po svetu začeli delovati glasbeni konzervatoriji, na katerih je bilo možno študirati visok nivo igranja. V Sloveniji so na Akademiji za glasbo v Ljubljani s študijem akordeona začeli šele pred 3 leti. Nadarjeni slovenski akordeonisti so zato morali na študij instrumenta odhajati v tujino. Oddajo smo začeli s špansko kulturo, končajmo pa jo z rusko. V veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča so namreč v začetku tega tedna nastopili izvrstni baletniki iz Sankt Peterburga, natančneje iz Mariinskega teatra oziroma Marijinega gledališča. Začetki Mariinskega gledališča segajo v 18. stoletje, prav v tem času pa je zaživel tudi znameniti Sankt Peterburški Marijinski Kirov balet. Sama gledališka zgradba, znotraj katere domujejo gledališče, balet in orkester, je trenutno sredi gradbenih obnovitvenih del. Sicer pa je baletna tradicija že stoletja globoko zasidrana v Sankt Peterburško življenje. Biti član baletnega ansambla vrhunskega Marijinskega baleta s svetovnim slovesom so sanje vsakega tamkajšnjega mladega baletnika in balerine. Первый раз попала на
балетный спектакль, то, конечно, я не предполагала, какое будущее меня ждет. Но то, что я буду балериной, я определяла себя с самого рождения. Это была мечтой моего детства. Когда я попала в Петербург, соответственно, поступив в Академию русского балета имени Вагановой, это само собой располагало то, что я останусь в этом городе, и кроме Мариинского театра я не мыслила себя нигде. Это была мечтой, когда я начала учиться в Санкт-Петербурге. Я проработала в нескольких коллективах, и у Эйфмана, и в Вильнюсе, и в других, прежде чем попасть в Мариинский театр и на эту легендарную сцену и воплотить мою мечту в реальность. В первую очередь школа, школу, которую мы получаем в Петербурге. Это такой табу классического балета, за который нельзя выйти, канон. То есть мы даже очень сильно от Москвы отличаемся тем, что мы очень сдержаны, и через эту сдержанность и какие-то определенные формы классического балета, которые нам в школе прививают, мы передаем тот темперамент, ту внутреннюю свободу, которая есть у каждого артиста, индивидуальность. Было очень сложно попасть в театр, не пройдя какие-то либо курсы, либо изначального обучения в школе. Но 15 лет назад изменилось время, и вот я как раз-таки являюсь представителем не петербургской школы. Я приехал из Минска, это другое направление балетное, и не проходил курсов в Академии русского балета. Как мне кажется, с этого момента стали приходить артисты из разных школ, это и из английского королевского балета, и даже из Сеула, из Кореи. Izjemna dovršenost in lahkotnost gibov, sofisticiranost izvedbe in razkošna scenografija. Vse to odlikuje Marinski balet, na katerem so neizbrisljiv pečat pustili ugledni koreografi, recimo Marius Petipa, Mihail Fokin in drugi. Prav s koreografijami slednjih se je 12 baletnih prvakov in prvakinj Marinskega baletnega ansambla predstavilo na razprodanem gala večeru baletnih zvezd Sankt-Petersburga v Mariboru. Я танцую самую классику из классики. Самые два главных ПДД из балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского в постановке Петипа и «Лебединое озеро» тоже Петра Ильича Чайковского. Два заглавных ПДД в спектаклях. Pobratenost svojega domačega mesta z mestom ob Dravi pa so dokazali z vključitvijo sodobne koreografije mariborskega koreografa Edvarda Kluga Radio and Juliet. Не только танцовщики, но и когда очень хорошо подобран репертуар из всевозможных разных компаний. Сегодня вечером будет одним из таких фрагментов будет Radio и Julia. Zelo mi je bilo všeč. Si tudi ti baletka? Ja. Se pravi, si uživala v predstavi? Aha. Фантастично, феноменально. To pač mogoče najboljši balet, kateri sem videl. Nekaj let sva živela z možem v Moskvi in pol pod meha sva imela tako tisto občutek spet to videti. Lepo je bilo. Imamo privilegij pravzaprav, da smo to danes lahko gledali v Mariboru. Da so ti izvrstni baletniki, ki so poželi stoječe ovacije, sploh gostovali v Mariboru, pa gre vsekakor prepisati organizaciji Dance Open Festival. We started to create our festival 11 years ago, and so now we provide this festival in St. Petersburg, and we used to invite different foreign stars in this festival, and of course Russian stars. Sankt Petersburg ali Petrograd, ki ga je v 18. stoletju dal zgraditi car Peter Veliki, počiva na bregovih reke Neve. Gogol si je mesto 100 gledališč izbral za bivalno okolje svojega Akakija Akakijeviča, junaka novele Plašč. Maribor in Sankt Petersburg povezuje prav baletna tradicija. Danes so tako za baletnike Umetniške gimnazije Maribor pripravili tudi mojstrske tečaje baleta, tako imenovane masterklase. V Mariboru pa je Sankt Petersburška delegacija razpravljala tudi o možnostih poslovnega sodelovanja. Хотя оно существует уже 10 лет, формально, или больше 10 лет, но только сейчас, пожалуй, мы нащупываем некие реперные точки такого сотрудничества. Drage gledalke in cenjeni gledalci, hvala lepa, da ste si tudi tokrat utrgali čas za naše kulturniške sprehode. Bodite z nami spet prihodnji teden, do takrat pa nasvidenje.